Vsem v skupini Čarobno telo. Upam, da ste v redu, da počivate oziroma da kreirate svojo prihodnost, aktivno kreirate svojo prihodnost. Ravno včeraj sem en članek poslala na seznam e-mailov oziroma seznam vsem, ki so na moji e-mail listi. Dejansko kreiramo lahko iz trenutka v trenutek s tem, kar izbiramo, ker vsaka naša izbira ustvari nekaj, a ne? Pač na energijskem nivoju lahko dejansko izbiramo stvari. Kar sem pa jaz med to karanteno opazila, je, da naenkrat ful več jem. Drugače, da za mene osebno se ni kaj veliko spremenilo, razen da pač teh delavnic v živo nimamo. Imam vse delavnice na spletu, dejansko sem začela ful več jesti, dejansko pač kupujem tudi več hrane, prej sem bolj sproti tako kupovala, zdaj grem enkrat na teden v trgovino, da ja čim manjkrat grem v trgovino in dejansko sem opazila, da ful več jem in sem šla v vprašanje, kaj pravzaprav je to in pač to bi rada danes z vami delila, če se tudi mogoče kdo od vas s tem ukvarja. Torej, prva stvar, o kateri smo že velikokrat govorili, verjetno že tudi že poznate, komu to pripada. Torej, koga zaznavate, je to sploh vaše, resnica je to sploh vaše. In ni treba iskati odgovorov, tukaj ne gre za to, da bi iskali odgovore, ampak samo, da to zastavimo vprašanje in sam s tem vprašanjem dejansko to, če ni naše, bo izginilo. Tako da, ko boste se zalotili spet, da želite iti jesti, dajte se za 2 sekunde ustaviti in se vprašajte, komu to pripada. In malo počakati, če izveni, ni bilo vaše, ste sam nekoga zaznali. To je prva stvar. Druga stvar je resnica, a za koga skrbite. Imate s kom kakšne zaveze, za obljube, za prisege, še iz kakšnih prejšnjih časov, lahko iz tega življenja, lahko pa skozi kakšnih drugih življenj, skozi vse čase, prostore, dimenzije resničnosti, da boste skrbeli za to osebo, ne glede na vse in ne glede na to, na kakšen način se bo to prikazalo. In če imate kaj tazga, bi bili pripravljeni za vse te zaveze, za obljube, za prisege, krne za prisege, pogodbe, zakletve, zadolžitvene pogodbe, ki jih imate s to osebo ali osebami, skozi vse čase, prostore, dimenzije resničnosti, skozi vsa življenja, razveljaviti se temu odreči, to prekiniti, naznaniti temu oporekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti kratkoceljon. Right, wrong, utemet, porampok, Alain Schwartz, Boys and Beyonds. Torej, tudi če ste kaki pripadniki, kakih skupin, če ste v kakih sredinah, družbah, imate lahko zaveze do kakih oseb, da za njih jeste, lahko tudi rečete, za koga jem. In lahko boste čisto, smo še enkrat še poudarjam, ne iščemo odgovor, ampak lahko se boste s tem vprašanjem, ko si zastavite neko vprašanje, posežete po zavedanju, ki ga vi kot bitje imate, lahko se boste čisto zavedli, za koga jeste, okej? In s tem priznanjem, da za nekoga jeste, niste več pod vplivom tega pač kar počnete, Pol pa še tretja stvar je pa to, da zdaj, ko je pravzaprav so stvari nekoliko potihnale, ni več takega prometa, bolj je tako tišina, večji mir, koliko bolj intenzivno je vaše zavedanje. Ker mi kot bitja imamo ogromno zavedanje. In tega, takrat, ko je ta hrup, pa tako skozi nekaj dogaja, pravzaprav niti si ne priznavamo, koliko se zavedamo, čeprav vedno se zavedamo. Ampak zdaj, ko je vse nekoliko potihnalo, ko vse nekoliko umirilo se, je to dejansko vse, česar se zavedamo, ful bolj intenzivno. In koliko skušate s tem, ko jeste, hrano, koliko skušate utišati to svoje zavedanje. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to kratkoceljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, utemet, porampok, Alain Schwartz, Boys and Beyonds. In namesto tega, da skušate svoje zavedanje utišati s tem, da jeste,
Dajte se namesto tega vprašati, ok, česa se zavedam. Česa se zavedam, če bi si to priznal, oziroma če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ali pa zgolj sam se vprašajte, česa se zavedam. In vse posod, ker niste voljni imeti svojega zavedanja, ker si niste voljni priznati, da imate toliko intenzivno zavedanje, bi bili pripravljeni vse to kratgaziljon razgraditi in uničiti. Right Along with the Mad for Unpock, Online Shorts, Boys and Beyonds. In to lahko ste že na kakem, pravzaprav že prej počeli, tudi da ste skušali na nek način s hrano utišati svoje zavedanje, ali pa s kakimi drugimi načini, ampak danes se tako bolj govorim bolj o tem prehranjevanju in če recimo se je zdaj začelo pojavljati to, da ful več jeste kot običajno, je lahko to, da skušate utišati to intenzivno svojega zavedanja in vse posod, ki niste voljni imeti svojega zavedanja oziroma intenzivnosti svojega zavedanja oziroma vse posod, kjer zavračate dejansko prejeti to, česar se zavedate, bi bili pripravljeni vse to kratgaziljon razgraditi in uničiti. Right Along with the Mad for Unpock, Online Shorts, Boys and Beyonds. In gaziljon je, pač za tiste, ki ne veste, je sam Bog ve, kolikrat je treba to razgraditi in uničiti, a ne? In še enkrat, torej vse posod, ker niste voljni imeti tega, česar se zavedate. Ker zdaj sej moje zavedanje je takšno, se razkriva veliko nekih stvari, ki smo jih na nek način prikrivali, ali smo se pretvarjali, in to ne samo pri nas osebno se to dogaja, ampak se to po celem svetu dogaja in vse posod, ker niste voljni prejeti tega, kar se pa zdaj razkriva, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right Along with the Mad for Unpock, Online Shorts, Boys and Beyonds. In tele stvari, ki sem jih z vami danes delila, vam priporočam, da jih uporabite, da ne boste pač jedli in skušali utišati svojega zavedanja. Tudi zdaj, recimo, ko so prazniki, velikokrat, ne vem, kako je sicer pri vas, ampak vem, da mi smo pred leti še, ko sem bila še doma, si za praznike fuli jedu, in pa smo bili, v bistvu nam je bilo kar slabo, ali pa si mogoče celo spati, in to je dejansko naše telo želi iti spat zato, ko se toliko najemo, zato da se počuti povezanega z našim bitjem, ker drugače dejansko gre ta povezava, ker ni je več, ker toliko pravzaprav s hrano utišamo to zavedanje, ki ga imamo. In to, upam, da vam bo to prispevalo, da dejansko imate neko večje zavedanje tega, kaj se pravzaprav dogaja. Če bi pa radi imeli še več zavedanja in če bi se radi opremali z dodatnimi orodji, ki vam bodo pomagali ne samo stvari z telesi spremeniti, ampak tudi stvari na kateremkoli področju svojega življenja, pa prihodnji teden začnemo z spletnimi temelji. To je prvič v zgodovini Access Consciousness, lahko imamo temelje po spletu. Tako da, če ste oseba, ki vam nikoli pravzaprav ne odgovarja, da bi kam šli, na kak seminar, da ste najraje doma, dejansko zdaj prihajajo temelji v vaš dom. In tisti, mislim, to bo za mene, jaz bom prvič to facilitirala po spletu in tisti facilitatorji, ki so že imeli te temelje po spletu, poročajo o fantastičnih rezultatih. In dejansko jaz tudi si predstavljam, da je neka čist drugačen način bitja, ko si z nekom tako prek spleta, kakor pa če si z nekom tako čist obraz. Tako da to vabljeni na to, tukaj, kot punc mi je pravzaprav zelo kratko rekli, da so po temeljih shujšale. Ali pa sem jih videla čez pol leta in so bile čisto, wow, rekla, ja, sem pa ful skušala po temeljih, ker samo se je odletelo od mene. In koliko tega tudi pravzaprav, kar zaznavate, namesto da bi spustili skozi sebe, shranjujete v svojem telesu, zaklepate svoje telo in se to pol nabira v obliki maščobe po vašem telesu. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right Along with the Mad for Unpock, Online Shorts, Boys and Beyonds. Na temeljih namreč
ful pravzaprav pogledamo res, kaj se vse dogaja, različne aspekte, različne poglede in pod ljudje si dopustijo pač enostavno tem stvarem, da odidejo in to se potem tudi prikaže čist na fizičnem nivoju. Tako da tole, drugač pa, ja, še eno stvar, pravzaprav smo zdaj pred 2 dnevama smo začeli tudi spletnimi srečanji izven kontrole z denarjem in denar pač rabite zato, ker imate telo, če ne bi imeli telesa, ga ne bi rabili, ne? In dejansko, kaj pomeni izven kontrole z denarjem? To pomeni, da nas ne kontrolira pogledi drugih ljudi in da kreiramo svojo resničnost tudi na področju denarja, čist pač po svoje, tako si mi želimo, ne pa tako, da padamo v poglede drugih ljudi in to je še vedno tudi odprto, da se lahko pridružite. Zdaj smo imeli drugi dan, tako da dejansko za 100 evrov dobite 30 ur pravzaprav programa in 30 ur z mano vas bo definitivno spremenil. Če le iščete neko spremembo na finančnem področju oziroma da bi dejansko začeli svoj denar, svojo finančno resničnost kreirati na nek drugačen način, lahkotnejši način in da bi imeli tudi tukaj na področju denarja več elegance, manj dela, več lahkotnosti, več čarobnosti, tako da tudi to je še odprto. Lahko pa itak dogodke poiščete tukaj v skupini dol, pa bom še jih tudi pod videom objavila. In pa pač dejansko zdaj je čas tudi, da se opremite z nekimi novimi spoznanji, nekimi novimi orodji, ker prihaja nova doba, kjer ne bomo imeli tako predvidljive, kako bi rekla, prihodnosti, ampak bomo mogli kreirati ful tako iz trenutka v trenutek in če ne bomo hiter, kako bi rekla, se premikali po tem živem pesku, lahko hitro potonemo. Tako da zmagoval bo tisti, ki se je voljan hitro spreminjati in ja, kaj če je zdaj čas, da dejansko se opremite z orodji, ki vam to omogočajo. Ok, lepo se imejte in upam, da se vidimo tudi kaj v živo kmalu. Čau, čau!